Lepo pozdravljeni. Me veseli, da ste se kljub slabemu vremenu v takem številu udeležili nocojšnjega dogodka. Kot veste, ga pripravlja Slovensko-srbsko kulturno-humanitarno društvo. In bi se čisto na začetku predvsem zahvalila avtorici nocojšnje razstave, to je dr. Tamara Župevc, sicer Rusinja, da vas ne bo zmotilo, ker se piše Župevc, poročena je Župevc. Imamo pa tudi še posebno gostjo, Sofijo Kafol, ki prihaja iz Italije, sicer pa študira na konzervatoriju za balet in glasbo v Mariboru in bo nocoj tudi odplesala 2 točki. In sicer na glasbo Čajkovskega. Prva plesna točka bo variacija Vile nežnosti iz baleta Trnulčica in druga Adagio iz baleta Hrestač. Sofija Kafol, kot sem že povedala, prihaja iz Italije, sicer študira v Mariboru. Z njo pa je njena mentorica Marina Krasnova, ki je sicer prihaja iz Kijeva, ampak trenutno živi in dela v Mariboru. Dr. Tamara Župevc se žal nocojšnjega odprtja ni mogla udeležiti, je v bolnici bila operirana na očeh. Je v razstavnem prostoru razstavljen njen avtoportret med ikonami, tako da boste lahko približno videli, kako izgleda. Sicer pa je rojena v Rostovu v Ukrajini. Na željo očeta se je v Moskvi posvetila študiji medicine, kjer je tudi diplomirala. Pot jo je vodila v Indijo, kjer je 3 leta posvetila študiju akupunkture. Po vrnitvi v Moskvo je specializirala otorinolaringologijo. Na Moskovskem inštitutu za akupunkturo opravila specializacijo in se posvetila raziskovalnemu delu. Že kot otrok je hrepenela po učenju slikarstva, zato se je po končani specializaciji začela izobraževati pri znamenitih mojstrih Moskovske slikarske šole M. Dimitrijevu in A. Kuznjecovu. Čustveno, zelo navezana na tradicijo svoje domovine, je slikarka posebno pozornost posvetila študiju slikanja ikon, ki ga je izpopolnjevala pri moskovskih menihih patriarhih. Leta 1985 se je s soprogom gospodom Župevcem preselila v Maribor, se kot otorinolaringologinja zaposlila v Mariborskem kliničnem centru, kjer je delala vse do svoje upokojitve. Gospa Tamara ima do sedaj za sabo več kot 80 samostojnih skupinskih razstav. Tokrat na ogled postavljamo njene ikone, ki jih natanko ustvarja v duhu tradicije, čeprav se poslužuje bogatstva materialov. Umetnostna zgodovinarka dr. Maja Vetrih je v njenih delih zapisala: tako moderno slikarstvo s tipičnim ruskim lirskim navdihom
kot tudi ikonopisje, kjer srečamo ob liričnosti tudi diskretno čustvenost, tako v barvah kot vsebini slik, sta očitni istočnici v slikarstvu dr. Tamare Župevc. Ikona je sveta podoba, ki predstavlja svete osebe ali svetopisemske zgodbe. V krščanstvu je imela skozi stoletja različno vlogo. Vidimo, v sveti deželi zibelki krščanstva po ločitvi na vzhodno in zahodno krščanstvo leta 1054 pa je v klasičnem smislu značilno za vzhodno krščanstvo. Zelo slavne so ikone iz kulturne zakladnice grškega, ruskega, pa tudi balkanskega področja. Lahko se gleda z religioznega, zgodovinskega, kulturnega ali estetskega aspekta. O podobah lahko začutimo navzočnost duhovnega sveta in pravijo, da je tudi meditacija v barvah. Običajno jo ne gledamo tako kot druga likovna dela. Skozi poglede poduhovljenih svetih oseb se nas lahko dotakne na nek nedoločen mir, ki omogoča preseganje menljivosti, harmonija v ustvarjeni ikoni daje upanje, usklajenost linij in barv, lahko terapevtsko deluje na naše obloženo bitje. Zato k ikoni pristopimo zavestjo, da nas lahko različno nagovori, ali ima odse v večnosti, odkriva božansko stvarnost, navdaja z mirom, vsebuje skladnost večnega, napoveduje rešitve v današnjih repenenjih, vzbudi v nas plemenitost, motivira nas k človekoljubju, lahko je sodobniku priložnost, da se ustavi, izstopi iz vsakodnevne naglice potrošniške družbe in ob opazovanju podob na ikoni postane pozoren na večno stvarnost, na vračanje svojemu božanskemu izvoru.